Ostajamo pri poeziji. 21. marca vsako leto praznujemo Svetovni dan poezije, ene najbolj cenjenih oblik kulturnega in jezikovnega izražanja in identitete človeštva. V Črnomlju so se ob tej priložnosti znova podali na sprehod s poezijo. Prijeten zaključek delovnega tedna si je pripravilo okrog 100 udeležencev, ki je spremljalo več kot 60 recitatorjev. S tem projektom skrbijo za povezovanje skupnosti in ustanov, organizirajo ga 4 zavodi. ZIK Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, JSKD, območna izpostava in pa Srednja šola Črnomelj. Veseli nas, da vsako leto, oziroma zdaj že četrtič, se odzove tako veliko število ljudi na ta dogodek, s čimer potrjujemo, da imamo v Črnomlju radi poezijo. Na sprehod s poezijo so se podali mlajši, že vrtčevski otroci in tudi starejši. Trasa je bila polna simbolike, začeli so pri stari vojašnici na Majerju, nadaljevali na mostu čez reko Lahinjo in zaključili v cerkvi Svetega Duha. Smo lokacije izbrali namensko in vse v bistvu nosijo neko sporočilo in so nekako prehod od vojne, nekega vojnega stanja skozi most, iskanje kompromisov, dogovorov in pa seveda potem se zaključi v nekem svetem prostoru, prostoru miru. Za leto smo izbrali rdečo nit oziroma temo mir in prijateljstvo. Nekako v duhu aktualnega časa smo razmišljali, da izbor poezije naj bo povezan v bistvu s tem, torej naj tudi vezana beseda kliče k miru, k nekemu povezovanju, prijateljstvu. Se mi zdi to izredno pomembno, da od vrtca do osnovnih šol, srednjih šol in tudi, kot ste videli, so bili udeleženci starejši. Pomembno je, da ta kultura, sobivanje, jaz bom rekel tako, ljubezen, ki ne pozna meja, da raste med nami in da se razvija. Na sprehodu so uživali udeleženci in tudi organizatorji. Jaz se predam vsakemu nastopajočemu, ker sem tudi sam učitelj, sem izredno ponosen tudi na moje učence ali pa na dijake. Meni to pomeni res nekaj posebnega doživetja, ki ga še nekaj časa premlevam, analiziram in zagotovo že zdaj sem se odločil, da bom zopet sodeloval naslednje leto. Današnji sprehod se mi je zdel simboličen, se mi zdi, da je bilo čudovito slišati predvsem besede miru, ne le iz ust mladih, starejših, predvsem pa tudi iz ust ljudi, ki prihajajo z vojnega območja. Imeli smo tudi udeleženko iz Ukrajine. Katere pesem se je, čeprav jo je podala v svojem maternem jeziku, dotaknila vseh navzočih.